iz Linhartovega trga v Radovljici, kjer je novost Biserna hiša v Radovljici in nadaljevanje projekta CUDV Radovljica Biseri. Vidim, da ustvarjaš, kaj delaš? Poglej, tako skodelico delam. Super, ampak za ustvarjanje pa potreben čas, veselje, natančnost. In za pravi prostori, a je skodelica? Tako je, imaš prav, glej, tale skodelice stare delavnice, ampak za mušter bo čisto redu. Za nekaj novega, se veš, novi prostori, nove izdelke, nove energije. Wow, super, kaj pa vi mislite, direktorca? Kaj bodo takvi izdelki všeč tudi vsem ostalim laboratom, kaj pravite? Ja, jaz vas vse lepo pozdravljam. V Centru za usposabljanje delo in varstvo Radovljica smo zelo veseli in ponosni na to, da vas lahko pozdravimo ob tej priložnosti, ko imamo otvoritev naše nove delavnice, galerije Biserna hiša. Zdaj, ta zgodba, nekateri jo že zelo dobro poznate, je res lepa, edinstvena zgodba, ki jo opišejo naši uporabniki skupaj z našimi zaposlenimi. Irina Ceglar, direktorica CUDV Radovljica, koliko časa ste se odločali za to novo biserno hišo v vaši hiši v CUDV-ju? Ja, ideja je bila že kar nekaj časa, povezana je s to našo blagovno znamko, Biseri. Želeli smo si priti nekako v to mestno jedro. Tako da, ko se je lokacija sprostila, smo zdaj v zadnjih parih mesecih si prizadevali to pridobiti in to nam je pol skupnimi močmi tudi uspelo. Tukaj bodo potekale delavnice vaših uporabnikov? Ja, naši uporabniki bojo tukaj hodili na delo, podobno kot hodijo v naš varstveno-delovni center. Vsak dan bojo tukaj preživeli ta svoj delovni del dneva. Bomo pa občasno tudi se potrudili organizirati neke aktivnosti za sodelovanje z lokalno skupnostjo, kakšne delavnice. Bo pa tudi služil ta prostor kot galerijski prostor za naše izdelke. Torej ste vsi veseli, da vam je uspel ta projekt in ga izpeljati, in kakšna je bila investicija s pomočjo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve? Ja, zelo smo veseli, da nam je uspelo. Gre za najemno razmerje. To pomeni, da smo prostore opremili s to našo opremo in s pohištvom, tako da investicijo ocenjujemo na približnih 10 000 evrov v opremo, smo pa pač v najemnem razmerju. Hvala lepa in čestitke vsem skupaj. Ja, najlepša hvala. Pa še kakšno spodbudno besedo nam povejte. Najlepša hvala, spoštovani župan, spoštovana direktorica, prijatelj, kolega, državni sekretar, vsi prisotni uporabniki, uporabnice Tadej in Sandra. Hvala lepa za to prisrčno vabilo najprej. Poglejte, pred kratkim sem slišal, da je najstarejša Evropejka ena sestra Nuna v Franciji. 118 let je dočakala in ko so jo vprašali za recept za tako dolgo življenje, je rekla molitev, pa vsak dan ena skodelica vročega kakava. In verjamem, da ta gospa ima eno šalčko, najljubšo šalčko, iz katere ta kakav pije. In verjamem, da ima to tudi vsak od nas, tudi če raje pijete čaj ali kavo, ali vroče mleko, ali pa hladno mleko, karkoli. Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, kot ste rekli, na otvoritvi Biserne hiše v Radovljici ste vi podprli ta projekt z veseljem? Ja, skrb za najranljivejše je temeljna prioriteta našega mandata, pa naše ekipe nasploh. In Biserna hiša je eden izmed takih projektov, ki bo pomagal osebam z motnjo v duševnem razvoju, da bodo bolj med ljudmi, bolj bojo videni, bolj bojo vključeni v to življenje Radovljice, ki je tako krasno mesto. In slišal sem, tega sem bil pa še bolj vesel, da so tudi vsi, ki bojo tu noter delali in prodajali te čudovite izdelke, zelo, zelo dobrodošli tukaj tudi z ostalimi prebivalci in tistimi, ki imajo tukaj svoje lokale. Tako da v bistvu je vrednost tega večplastna.
tako za uporabnike, tako za socialno-varstveni zavod CUDV Radovljica, kot za samo mesto in tole prelepo mestno jedro. In ne nazadnje bodo turisti, ki bodo prihajali v Radovljico, ponesli te njihove izdelke v svet. To sem bil pa prijetno presenečen že ob nedavnem obisku v CUDV-ju, ko sem izvedel, da te izdelke uporabljajo vrhunski šefi v svojih restauracijah in zdaj bo to še bolj šlo po svetu. Izdelki so res krasni, imajo dušo, imajo eno tako barvitost, ki kar žari iz njih in mislim, da vsak, ki pije ali je iz take skodelice ali krožnika, doživi še nekaj več kot samo to, da poteši žejo ali lakoto. Tako da to je krasen projekt Biserna hiša, ki daje možnost osebam s posebnimi potrebami, da se izrazijo, da pravzaprav spoznajo tudi sami svoje talente, ki so vrhunski, to smo danes tukaj slišali, in na drugi strani obogatijo ves naš svet. Se veselim z vami vsemi, ki boste tukaj noter ustvarjali, ki boste nam kazali lepoto svojega talenta, ki boste kazali lepoto teh razpokic, da bomo tudi mi lažje sprejeli svoje razpokice in razpokice drugih. Veselim se z vsemi, ki bojo tule lahko tudi podprli to delo, kupili kakšen izdelek, ki je vrhunski seveda, ki je vrhunski, res občudujem to lepoto. In želim resnično dobro delo, prijetno počutje v teh prostorih in lepa doživetja, lepe zgodbe, najnazadnje iz teh zgodb tudi živimo. Ker sem poleg tega, da sem kralj z veliko začetnico, tudi minister, naj povem, da že od malega nosim eno veliko skrb in čut za najranljivejše v družbi. In na tem ministrstvu pravzaprav mi je dano in omogočeno, da lahko na te potrebe najranljivejših tudi odgovarjam. Tega v teh 2 letih ne bi zmogel brez res človeka z veliko začetnico, Cvetota Uršiča, ki je vaš sosed, in naj povem, da on je pa res, kako bi rekel, srce in glava in roke dela za najranljivejše v Sloveniji. In sem najbolj ponosen to, da sem lahko njegov sodelavec in se mu zahvaljujem, ker veliko pripomore k temu, da na sistemski ravni, a ne gospa direktorca, tudi skrbimo za naše socialno-varstvene zavode, kakor se jim reče veliko tako v uradnem jeziku. Vidite, da ne pozabljamo na vas, nasprotno, skušamo dajati več. Zdaj, ko je priložnost za to, skušamo te priložnosti pripeljati do vas, da jih tudi vi izkoristite, tako v infrastrukturnem smislu, kot v kadrovskem in vsebinskem. In ta, smo rekli, kaj je Biserna hiša? Ja. Je en tak biser, ki se je rodil iz te skupne skrbi. Hvala vam, želim dobro delo in vrhunska šalčka. No, takole pa res ne zna vsako to povedati. Najprej se zahvaljujem za povabilo na to razložitev. Jaz sem pa ponosen, da lahko z vami sodelujem in lahko rečem v vseh teh letih na najvišjem možnem nivoju. Ko sem zvedel, da pridobivate pogoje za umestitev tukaj v ta prostor, sem bil pravzaprav zelo vesel, kajti če gledam, vsi, ki prihajajo v naše staro mestno jedro, morajo iti mimo tega objekta in sem pripričan, da bo tudi finančni izplen glede na tako lepe izdelke, ki jih delate, velik, kajti sem pripričan, da bo mnogo ljudi prišlo in si ogledalo tudi v teh prostorih vaše izdelke in jih seveda tudi kupilo. Ampak moram še nekaj povedati, da ko sem stopil danes v ta prostor poznam cel življenje, ne? Pa sem kar, bom rekel, že kar nekaj strt, morda še najstarejši tlele.
me je pa res prevzel, ker ste naredili res svetlobo. Tako da čestitam, da ste dali to belo barvo, ki res, ki vstopiš noter, da energijo. Prej ni bilo tako, ker si stopil v temačen prostor in te je že v začetku zabil. Tako da tudi to čestitam in vidim, da imate vmes ljudi, ki se spoznajo tudi na opremo, na interjer, na barve. Jaz moram pohvaliti tudi sodelovanje še na enem nivoju, pa Tadeja, ki je tukaj zraven mene, pa Simona, ki nam pri komunalni infrastrukturi Radovljice toliko pomagata, da sem jaz zelo vesel. Resnično vključeni ste na vseh področjih in to me pa res veseli. Tako da iskrene čestitke ob današnji tej otvoritvi in zagotavljam vam, da bo sodelovanje vsaj na takem, če ne še na višjem nivoju. Čestitam. Župan, da ta prostor ni bil pa tako energičen zaradi veline, ampak zaradi vsega tega, kar smo mi noter prinesli in teh vaših besed. Tako da jaz bi zdaj to predala svojemu sodelavcu, ki je tudi na začetku zelo. Dovolj si bom napisati. Tudi sam sem vesel, toliko je bilo že lepih, pozitivnih besed izrečenih. Sem pa sam osebno ponosen, da sem del take dobre ekipe in da se bomo povezovali tukaj naprej, kajti samo tako s skupnimi močmi bomo zmogli, bomo še bolj ustvarjalni in verjamem, da bomo zmagali. Zmagali smo že, gremo pa novim zmagam naproti povezovanju. Matjaž Arnol, mentor v varstveno-delovnem centru v CUDV Radovljica. Ste se tudi vi razveselili tega projekta in kako ste si naredili načrt, kako boste ustvarjali v delavnicah z svojimi uporabniki? Ja, res, veselili smo se te nove pridobitve, teh naših novih prostorov. Veseli smo, da bomo v samem starem mestnem jedru Radovljice, da se bomo lahko povezovali, družili, pač da bomo ustvarjali lahko lepo, sproščeno, tako da to je to. Sam ste sicer akademski slikar, zato vam zagotovo idej ne manjka. Ja, seveda, se pa tudi sam učim, delati z našimi uporabniki je po moje kar res nekaj najlepšega. Toliko topline, energije, ki jih dobim z njihove strani, sem lahko samo vesel. Res, ponosen sem, da sem del te ekipe. Bodo delavnice potekale vsak dan na tem mestu ali izmenično večkrat na teden? Mi smo si zadali, da bomo tukaj v delavnici kar na dnevni bazi ustvarjali. Mi bomo prišli tukaj, bomo ustvarjali, skratka bomo razturali tisto, kar znamo. To je to. Stvari bojo možne tudi na ogledu, en del teh naših prostorov je tudi kot ena galerija, možno bo tudi kaj kupiti, tako da mi se tega samo veselimo. Iskrene čestitke vsem skupaj. Ja, hvala lepa. Veliko prodaje, pravijo v trgovinah, če zjutraj pride moški ta prvi v trgovino, pa ta prvi kup, bo veliko prometa. In jaz bi tamle kupil eno tistelo posodco zeleno, prosim. Cveto Uršič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Kakšen pomen ima Biserna hiša za Radovljico in ne nazadnje tudi za njeno okolico? Biserna hiša je primer dobre prakse, kako se ljudje s posebnimi potrebami, osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko vključijo v okolje, v življenje svoje lokalne skupnosti. Tukaj v tem prostoru bodo delali z glino, bodo sami prodajali in vsakdo, ki gre tukaj mimo, bo videl to. In se bo tudi na nek način se jih bo seznanjali, se jih bo ozaveščali, informirali o tem, da smo vsi ljudje različni, ampak smo vsi enaki. Vsi znamo nekaj narediti, eden več, eden manj. Vsi, eden ima tak talent, eden drug. Jaz
z glino ne bi znal delati. Znam pa nekaj drugega. Ti fantje, dekleta pa znajo z glino delati in to vrhunske izdelke. Slišali smo, da imajo restauracije v naši okolici. Njihov pribor, njihove posode, krožnike, skodelce. Torej ja, jaz mislim, da je to ena velika pridobitev za Radovljico kot staro mestno jedro in tudi za vse uporabnike iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo. Tukaj mimo gredo turisti. Radovljica je biser Slovenije. Prihajajo k nam turisti iz Amerike, iz Kitajske, iz vseh koncev in celega sveta. In kje bojo šli najprej mimo? Mimo te biserne hiše. To je zame to, kar si želimo mi, ki delamo na tem področju, da se vključijo v lokalno skupnost, da se pokažejo, kaj znajo, kakšne talente ima. Je to lahko že nek nov razvoj za ta del Radovljice? Na vsak način je velika pridobitev za mesto, obenem pa seveda tudi korak naprej za Center za usposabljanje, delo in varstvo. Sandra Svetina, ti in tvoj kolega sta čudovito izpeljala tale program otvoritve biserne hiše. Seveda, proponosna, sploh na nase in za sodelavca. Sta se dolgo pripravljali na ta trenutek? Ja, kar veliko vaje in uspelo je. Kaj pa sicer delaš? Videli smo te že vse povsod v hotelu Astoria, pri slaščicah. Je to še tvoj projekt? Seveda, zdaj bolj doma pečem. In kaj najraje pečeš? V bistvu pečem bolj tako zdrave slaščice, pa tudi malo čokolado, ki dajem tudi noter. In mi res super ustvarjanje, na način in z ljubeznijo delam. Prav tako delaš z ljubeznijo tudi v delavnici tukaj v Radovljici. Seveda, treba, oziroma ti izdelki so res vrhunski in najboljši in zato, ker imamo najboljše mentorje, kot naprimer glavnega Matjaža Arnola in hkrati tudi sodelavko, ki je zaposlena Marinko, ker je res super. Nimam besed. Biserne hiša je odprta. Pozabite se na